Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je od 8. do 27. maja v okviru posebnega socialnega programa ohranjanje zdravja in rehabilitacija oseb z izgubo sluha v Kranjski Gori organizirala brezplačno celovito rehabilitacijo članov slovenskih društev gluhih in naglušnih in njihovih družin, ki jo je poimenovala Aktivna Kranjska Gora. Uporabniki so bili v program vključeni na podlagi kriterijev, ki so bili objavljeni v razpisu, predložiti pa so morali še dodatno mnenje svojega društva o upravičenosti do brezplačnega koriščenja programa. Poskrbljeno je bilo za bivanje, prehrano in rehabilitacijo z animacijo. Gluha animatorka je udeležence vsak dan spremljala na pohode, sprehode ter na oglede različnih znamenitosti in zanimivosti Kranjske Gore in okolice. Večerni del je bil v glavnem namenjen druženju in družabnim igram, potekalo pa je tudi predavanje o duševnem zdravju in predstavitev podcasta Menta. Mi smo prišli sem zaradi tega, ker imam naglušnega sina, Oskarja. Sem so nas poslali preko Velenjskega društva in smo zelo veseli in počaščeni, da smo lahko bili del tegale, da smo se lahko podružili z podobnimi ljudmi, kot je naš Oskar. Tukaj smo prvič. Bilo nam je zelo všeč, ker je tukaj prečudovita narava. Oskar je spoznal tudi sebi podobne in je tudi videl mogoče ljudi, ki še slabše slišijo kot on. Z zanimanjem je pogledoval te ljudi, zelo ga je zanimala te kretnje. Spoznali smo res mogoče nekaj drugačnosti, smo se še naučili več strpnosti, in neka nova izkušnja v našem življenju in mislim, da je to neprecenljivo za mene kot mamo takega otroka. Zelo nam je bila všeč vsa ta animacija, ki se je dogajala. V bistvu že, ko smo prišli, da smo se malo spoznali, malo videli, v bistvu, kdo vse bo tukaj. In seveda potem, ko smo si šli pogledat že kar prvi dan tale center Kranjske Gore, mi teh koncev ne poznamo, to nam je nekaj novega in lahko povem, da nam je bilo zelo fajn. Posebej bi pohvalila našo animatorko Sabino, sploh njeno zavzetost za celo našo skupino, da smo si lahko ogledali še več teh koncev. Bili smo tudi pri jezeru Jasna, kjer nam je povedala, v bistvu vsak konec, kamor smo šli, nam je podrobno predstavila, kar je bilo zelo super.
Ko sem jaz bil še mlad, sem videl, da je prvič vse na svetu bilo tako lepo. Potem drugič sem videl, da je še bolj lepše, kot da je bilo še novo. Meni je bilo všeč, da smo šli malo na sprehod Kekčevo deželo. Tam smo zagledali take hiše, ki so bile že stare pred filmom. In meni je še bilo še bolj všeč. Meni je zelo všeč Kranjska Gora, narava, vse, družba, zelo sem vesela, dobro se počutim, se razumemo, smo vsi kot ena družina. Lansko leto mi je bilo tudi všeč, ampak malo je oviralo tudi vreme, ampak mi je všeč, da smo aktivni, da gremo nekam, da izkoristimo vse lepo naravo, deželo. Rada, če bom imela možnost, bom še prišla in upam, da bo še zmeraj tako dobra družba, kakor letos.
Rehabilitacija gluhih in naglušnih je pomembna, ker se družijo sebi enakimi in ker spodbuja gibanje in odkrivanje naravnih lepot Kranjske Gore in njene okolice. Gre za celovito osebnostno podporo in zato na obrazih udeležencev vidimo veselje, smeh in srečo.